Zavod za kulturo Bled in občina Bled sta ob občinskem prazniku pripravila dan odprtih vrat na Mrakovi domačiji. Voden ogled stavbne dediščine je potekal v sodelovanju s kranjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Gorenjskim muzejem. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi novo zgrajeno galerijo Slavka Oblaka in kmečki vrt. Mrakova domačija na Rečici pri Bledu je od leta 2008 kulturni spomenik lokalnega pomena, ki pripoveduje zgodbo o življenju blejskega podeželja. Mrakova hiša je en tip gorenjske kmečke hiše, ki jih prepoznavamo nekje od Brnika ali pa Komende pa do Bleda. In sicer gre za nadstropno hišo, pretežno grajeno iz kamna ponavad, ki ima na eni strani bivalne prostore, na drugi strani pa shrambne prostore. In Mrakova je prav tipičen predstavnik, ker ima v bistvu v 3 etažah shrambe in kašče, se pravi klet, srednjo kaščo in na vrhu še en shrambni prostor. Kar se pa te konkretne hiše tiče, je pa neke vrste časovna kapsula, ker je zdaj že dobrih 30 let, odkar v njej nihče več že ne živi. Za zadnjimi lastniki je ostal njihov kompleten inventar. Z raziskavami, ki smo jih pa naredile s kolegicami pred 10 leti, smo pa pravzaprav nekako, kako bi temu rekla, plastili vse te plasti nekje od konca, pa druge polovice 17. stoletja pa do danes. Tako da skriva v sebi zelo zanimive informacije. Domačija je potem, ko so se poslovili zadnji lastniki, več desetletij samevala, dokler se leta 2016 ni začelo prvo čiščenje in popisovanje inventarja v stanovanjski hiši. Pravzaprav je bila ta hiša kot ena časovna kapsula, bi lahko rekli. Zato, ko je zadnja lastnica umrla leta 1992, se je potem hiša ostala zaprta. In ko smo mi po skoraj več kot 20 letih odprli to hišo, je bilo, kot da bi res stopili v neko časovno kapsulo. Notri smo našli ves inventar, se pravi, kar se tiče pohištva, potem pa predmetov za osebno rabo, našli smo oblačila in veliko stvari, ki so povezane z gospodarstvom, to se pravi z delom na polju in živino. Mogoče bi lahko izpostavila, da en tak poseben predmet sta tudi pindekelček, s katerim se nese otroka h krstu, in prt, s katerim se pokrije pare, se pravi še za žalovanje. Skratka, smo našli dva taka predmeta, ki zaznamujeta mogoče rojstvo in smrt. Manjši izbor predmetov, ki so trenutno shranjeni in čakajo na končno postavitev, bo na ogled tudi v novi stavbi galerije Slavka Oblaka. Mrakova domačija je zlasti pomembna zato, ker pripoveduje zgodbo o življenju prednikov, ki so bili tesno povezani z zemljo. To je en objekt ujet v času. Za Bled neverjetna dediščina. Enega kmečkega preprosta prebivalstva. Če gremo 200-300 let nazaj, je bilo to kmetijsko področje. Kmetijstvo je bila prva dejavnost nekega prostora v tistem času in tudi še delež nazaj. In to, kar se v tej hiši najde, je pravzaprav odsev recimo 17. stoletja, 16. stoletja. Tudi stavba kot taka je ohranila vse svoje značilnosti. Res je bila enkrat dozidana, ampak tudi še v prejšnjem času tudi vemo, da so zadnji lastniki živeli pravzaprav na osnovi kmetijstva. So trgovali z zelenjavo, z krompirjem, če se kar tako na pamet rečem, ampak vendarle od tega so živeli in financirali svojo dejavnost in celo toliko so služili, da so lahko naredili hlev. Domačija obsega stanovanjsko hišo, vrt in gospodarsko poslopje ter dvorišče, ki vse skupaj povezuje v celoto. V Zavodu za kulturo Bled so najprej na novo zgradili skedenj, v katerem bo svoja vrata predvidoma do julija odprla galerija Slavka Oblaka. Staro gospodarsko poslopje so zaradi dotrajanosti namreč morali porušiti. Slavko Oblak se je odločil, da bo življenjsko dela podaril svojemu domačemu kraju, občini Bled in pa Zavodu za kulturo Bled, tako da je to res lep prostor, ki bo povezal to domačijo tudi zaradi tega, ker je bil tukaj rojen stari oče Slavka Oblaka. Potem, kot vemo, je veliko del Slavka Oblaka povezanih s njegovim otroštvom in 4 letnimi časi na kmetiji, tako da bo to vedno se dogajalo, se pravi, če drugega ne, vrt se bo spreminjal, vedno bo nekaj novega, izvajali se bodo programi, tako da tukaj bo
v bodoče, v prihodnjih letih res se mi zdi zaživel en lep prostor, drugačen, kot ga pa zdaj imamo na Bledu. Hkrati pa je to pomembno, prostor bo prikazoval življenje, kakršnega so živeli avtohtoni Blejci nekdaj. Vrednost do sedaj opravljenih del z vso opremo, urejenim vrtom in dvoriščem je znašala 500 000 evrov. Prihodnje pa nameravajo urediti še hišo, ki jo bo treba z restavratorskimi deli prenoviti in zaščititi. Kdaj se bodo lotili prenove, pri čemer se bodo najprej lotili strehe, bo odvisno od pridobitve sredstev.